Bi imel kdo mogoče kakšno pripombo na trenutno sezono animejev, ki se zaključuje, ali pa mogoče kaj bil vaš anime of the season? Moja pripomba je, da sem tako nič pogledal. To je... Shine! Ti si organizator anime dogodka. Na taki, ki stika gledate, uživate. To je nažalost stranski učinek tega, ko si v organizacijskem timu in nimaš nič časa za drugi. Gregi, tudi ko sem šel v japonščino študirati, sem nehal anime gledati. Mislim, takrat si še jaz nehal, ker vidiš je travma postala. Koreja muziko šija, ne. Boči the Rock, ne? Boči the Rock bi rekel. Zga imate videti takrat, da tudi Boči the Rock. V bistvu sta še mene okuža. Še jaz sem odušen. V prvi epizodi smo hypali Boči the Rock in takoj nekaj dni potem mi Juvan reče, zdaj sem ga začel še jaz gledati. Ker spet bom ponovil, pač Boči the Rock in jaz sem pač slice of life, pač manijak, okay? In jaz imam rad preproste zgodbe, ki sledijo iz karakterjev, ne da je svet postavljen v nek meka, so sami fajti, etc. Jaz imam rad pač simplistične storije. Pa One Piece. S čimer se lahko poistovetiš. S karakterji, ki so subtilni, ampak še vedno tako kompleksni. Zdi se ti, da mogoče Boči the Rock je samo zgodba o neki punci, ki je pač precej šaj, pa si želi samo igrati v bendu, ampak v bistvu je njen boj proti njenim težavam z socialnostjo, ne? In kako se spopada s tem. Ta socialni aspekt je pač ful pomemben, ker ona skuša z različnimi pač prijemi se izogibati s tem, se pravi, je to nek en pol, po drugi strani je drug pol, ki se pa v bistvu bori proti temu. Torej, ta glasba, pač, ki jo ustvarja v svoji sobi, počasi pronica na njen oder. Najprej na začetku je pač še čist šaj in je prvi odrski nastop, ki ga ima, izvaja v eni škatli, in počasi to škatlo odstranjuje. Treba je začeti nekje. In začne pač igrati dejansko kot oseba. Jaz sem zdaj dejansko oseba, nisem več škatlo. In vedno bolj, ko gremo... To je lepo, Marko. Vedno bolj, kot gremo proti koncu, pač, ko nekomu, ki je zelo karizmatičen, nekaj ne gre, ona potem prejme to karizmo k sebi in se potrudi, da prevzame ta aspekt, kjer je pač recimo frontend, v bendu je šlo pač nekaj narobe, in ona je pač prevzela vse ta struggle pa ta pressure nase, čeprav pač zelo težko handla v real life to. Torej, njen growth v tej 12 epizodni seriji je bil pač tisto, kar je naredil ta anime eden najboljših. Kako? 12 epizod pa je konc? Ne. Ne vem, kaj je izvorno dejansko. Jaz zdaj toliko uživam jaz če že bi si rad pogledam kratek anime, pač recimo 12 epizod konc, 24 epizod konca. Mislim, da anime se bo še vedno nadaljeval, oziroma se lahko nadaljuje. Samo 12 epizod danes v tem času zelo težko najdeš. Madoka Magica recimo je bila tak, mislim, dan danes, 10 let nazaj. Madoka Magica je imela samo 12. Pa recimo, kaj so bili oni... Tokyo Magnitude 8.0, se mi zdi, da imajo tudi samo ene par epizod. Nek cajt je bilo 12 prav popularen. Ja, mislim, 12 danes se še vidi, da je popularno. Zakaj 12? Zato, ker 12 tednov je v eni sezoni. Mislim, je to ena sezona, 12 epizod. A ne 12 tednov. To be honest, Slice of Life anime imajo to prednost, da če tudi se ne končajo po teh 12 epizodah, živijo naprej, lived happily ever after. Oziroma ne potrebujejo nekega zaključka. Exactly, ne potrebujejo, ker je pač slice of life, življenje gre dalje. Zato pa ne gledamo Slice of Life when we go into the action. All the action. Not just a slice, whole life, please. Zaradi tega moj anime of the season ni Boči the Rock, ampak je Mob Psycho 3. sezona. Okej. Jaz sem slišal, da je dobro, ampak... Se je zaključil, dejansko se je zaključil, ne? Se pravi, malo nekaj konc predvidevam. Mob Psycho je ena tistih napak, ki sem jih naredil kot anime watcher, ker podobno kot per Code Geassu, kot per One Pieceu sem najprej mislil, avtor Mob Psycho 100 je One.
Right? One, ki je napisal tudi One Punch Man. In če nič ne veš, recimo o Mob Psycho, pa pogledaš ta anime kot trailer, pa si prej gledal One Punch Man, se ti zdi, da je pretty much the same shit. Pač spet hoodie boji, esperski boji, zelo pač over the top. Ampak v bistvu je to tako gross misrepresentation, kaj ta anime je. Ta anime se ne gre o hudih bojih, ampak problem je, da problem tega animeja, ne problem, ampak ne, v bistvu problem, ki ima notranji boj likov so. Ja, exactly, ker glavni karakter Mob je še vedno podobno, kot recimo Saitama v One Punch Manu, je zelo močen karakter. On je najbolj powered, samo noče upravljati moči, sploh pa tudi mora biti emocionalen, subjektivno. Jaz sem prvo sezono gledal, tako da me še čakam, ampak sem ful užival prvi, no, mi je bilo res dobro. Tudi sam humor je res dober. Exactly, se pravi, subtilna komedija, ker to je v samem jedru je še vedno gag manga, kar pomeni, da bojo pač ti komični vložki prihajali noter, v delih, ki jih pač ne pričakuješ. Sploh ne, ker pričakuješ nek shonen, vedno neka rast, neki boji, ampak ne, to je v bistvu je bolj epizodično. V vsaki epizodi je neka nova možnost za rast. In v bistvu Mob kot karakter je taka zelo razdeljena osebnost. Po eni strani je taka navadna shy oseba, po drugi strani ima ta svoj estrski pol v sebi, ki skuša ves čas počasi pronicati ven. In ko je res pod stresom, doseže tako imenovan 100%. Ampak to ne pomeni, da postane takrat druga oseba. Takrat ta moč v bistvu sem dosti pronica ven, da mu da, dosti ga navlije z neko močjo, da postane bolj confident in himself in tudi bolj confident in his own powers. Ker v preteklosti se mi je pač zgodilo, da ga je ta moč povsem prevzela in njegov in njegove sposobnosti. In mislim, da je takrat poškodoval svojega brata, in to je bila pač njegova velika travma v preteklosti. In on se je želel pač boriti proti temu, imel ta notranji boj ves čas. In kako se je boril proti temu, recimo, ko je enkrat hodil iz šole, je najdel eno organizacijo, ki se imenuje, ki je pač vodil ena oseba, ki mu je ime Reagan. Ta Reagan je naredil to organizacijo, kot da se ukvarja z izganjanjem demonov in podobne stvari, čeprav sam osebno dejansko ni imel nobenih takih moči esperskih. To je tisto v obleki zelenja. Ampak šišo. In lahko bi rekel, on ga samo v bistvu izkorišča, v bistvu je pa njegov, bi rekel, life coach. Se pa, ko ugotovimo njegov backstory, pa kako dejansko funkcionira. Jaz še nisem gledal. Vsi ti liki, poleg Moba, ki ima že tako notrajen boj in njegov One Piece, njegov končen cilj je, da izpove svoja čustva, kako je ime, Tsubomi-chan. Tsubomi-chan je pač ena sošolka oziroma pač ena punca na njegovi šoli, ki childhood friend v bistvu. Mob Psycho je edina, ki je v bistvu sprejela njegove moči. Če je tudi plešast on. Ne, on ima Bowlcat. Ok, vem, da ima neko čudno frizuro. Ja, tako, exactly. Zaradi tega pač tudi ni tako popularen, naprimer. Ker zgled pomeni vse. Ja, zgled pomeni veliko. On je tak short, bobcat, pač ni preveč, ne izdaja se preveč. To je pa današnji socialni svet. In potem skuša pač dejansko izboljšati svoje in dejansko fizične sposobnosti, zato se vključi v en body improvement klub in tudi pač skozi Reagana skuša utrditi pač svojo mentalno moč, zaradi tega, da se mogoče to pronicanje moči ne bi nikoli več ponovilo v smislu, da bi on izgubil svojo zavest. Enjoy. Ne vem, Gregi, če splačal ti tole. Kar me je v bistvu najbolj navdušilo čisto do samega konca te tretje sezone, je, da on najde svoj One Piece, ampak to, potem ko se zaveš, da ga je našel, it's like, it doesn't even matter. It doesn't even matter, kaj reče. In tudi scena, kjer on izpove svoje čustva, je sploh ni zanimirana, ampak je samo en frame.
samo en frame in je čisto nek Torej si sam zgradiš potem dejansko. Nek passing thing je, veš, nekaj, kar si v bistvu, če si dojemal to serijo na ta način, je čakal na 3 sezone v bistvu, ne, da on izpove pa postane dosti močen, ne, ampak v bistvu je vse, kar je prišlo pred tem in kaj je v bistvu on dosegel, da je se izpopolnil kot človek, to je tisti slice of life aspekt, ki ga v bistvu iščem v animeju. Takšnem, kot je Mob Psycho. Ene 2 sezon pred Hinatov je povedal ljubezen, stari. Čiste pa trajali, koliko ene 800 epizod. Ja, ampak... Hinata, joj, sem ful vesel, jaz sem toliko vedno bil Naruto X Hinata. Ampak če iščeta en anime, ki ni toliko dolg, pa res, mogoče bo ta našla kaj malega moba. Drugače, ker si prej omenil, da si ful fan tehle kompleksnih karakterjev pa tega, zdaj, ker si glih začel Vinland Sago gledati, boš po moje ful užival. Vinland Saga, second season prihaja januarja, let's go! Fireland. En karakter je noter, ki ga boš v kratkem spoznal, ki je eden izmed najbolj kompleksnih karakterjev, kar sem jih v animeju videl. Tu pa doraste. A sem ga že srečal v prvi epizodi? Ja, sem da ga spoznal. Ne mu spoilat, ker pol ve, da bo ostal. Zdaj se pač končuje ta sezona, začenja nova in je... Pogledal sem dejansko, kateri anime prihajajo ven. In prisežem... Ful dobra sezona. Ampak 90% animejev je druga ali več sezona. Like, ja, logično se to dogaja. Kateri anime, ki ga lahko spremljam, ne da bi gledal prej, noben. Oshinoko. Ta anime dejansko pride zdaj v novi sezoni. Ok, ne vem, če v tej sezoni ali naslednji sezoni. Po mojem, da se mi zdi, da v naslednji sezoni. Pa ena shoujo zdaj prije, taka, ker kolegica ful čaka.